Polni idej pa niso samo hollywoodski, ampak tudi slovenski ustvarjalci. Ta mesec nas je namreč preplavil val novih uspešnic in neuspešnic. Torej filmov, ki bodo dobili polno Viktorjev in filmi, ki so že polni luzerjev. Dajmo si pogledati par teh neuspešnic, ki so jih naredili nihče drug kot slovenski in svetovni politiki. V rubriki v današnji top 5 pa pol imamo 7 zavrnjenih filmov. Poglejmo si številka 7. Prvi zavrnjen film je delo državne sekretarke gospe Bratušek, poimenovala pa ga je Alenka z Harvarda. V njem govori o tem, kako bo šla nazaj v šolo, če ji tudi na naslednjih volitvah ne uspe priti v parlament. Film številka 6 je delo novopečenega kralja Anglije in priredba Charlijevih angelčkov, ki se zdaj imenujejo Karlovi angelčki. V filmu kralj Karl opisuje, s kakšnimi angelčki bi se družil teh par let, ko je še kralj. Preden ga vzamejo pravi angelčki. Pojmo naprej. Naslednji 2 deli je naredilo Hebanje Svoboda. Prvi je priredba slovenske komedije iz 90-ih, imenuje pa se TV Robert Dan. TV Robert Dan je popolna kopija oddaje TV Dober dan, samo da vse vloge igra Robert Golob. Razen Fate nje igra Dejan Zavec. Zavrnjen film številka 4 in drug film Gibanje Svoboda je Svobodyguard, v katerem Robert Golob govori o tem, da je za Slovenijo pripravljen narediti čisto vse. Naslednji 3 filmi prihajajo od našega trenutnega predsednika in sicer prvi je The Borut Supremacy, v katerem se gospod Borut primerja s trenutnimi predsedniškimi kandidati. Drugi film našega predsednika je Slovenian pa horror story, ki opisuje, kaj bi bilo z našim predsednikom, če bi zares obdržal svoj položaj. Njegov tretji film in naš zavrnjeni film številka 1 pa se imenuje Borut Tatuj, v katerem gospod Pahor končno dobi svojo miško malo in živi srečno do konca svojih dni. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.